Pozdravljeni! Na vrsto je prišel že 13. letošnji komentar novic. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot običajno se bomo tudi danes ukvarjali s 4 sklopi novic. Kot zanimivost moram poudariti, da tokrat bodo vse novice tiste, ki so bile objavljene 28. marca. Zadeva, ki se mnogokrat pojavi in verjamem, da mnogokrat v prihodnosti bomo še srečali takšno situacijo. Namreč pred nami je vikend posvečen veliki nagradi, prejšnji vikend je bil posvečen veliki nagradi motociklizma in v tistem obdobju novic iz Formule 1 ni bilo. Takoj, ko se je zadeva malce umirila, so pa planile na dan. Tudi tokrat, kolikor vas zanima, so viri z bližnjicami navedeni v samih opisih, mi pa da ne bomo kot običajno predolgi, je najbolje, da se lotimo našega prvega sklopa. V prvem sklopu se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen na italijanski verziji spletnega portala motosport.com. V njem navajajo, da na prihajajoči veliki nagradi Emilia Romagna bodo pri Ferrariju imeli na razpolago novo dno, novo zadnjo obeso in celo novo aerodinamično podobo. In lahko bi govorili, da na veliki nagradi Emilia Romagna v Imoli bomo videli v bistvu bolid SF Pomišljaj 23B, vsaj taka je moja interpretacija. A moram dodati nekaj. O spremembah na sami obesi smo govorili tudi že na tem kanalu. In poleg tega so tudi mnogi drugi avtorji začeli nekako tipati v tisto smer. Namreč na spletu so dostopne fotografije, kjer lahko vidimo fotomontažo, kako bi izgledala zadnja obesa pri Ferrariju, če bi nekako kompirali koncept Red Bulla. A ni še dovolj. Tudi pri Mercedesu se obetajo spremembe, tako da bomo, tokrat pa po viru, lahko v Imoli videli Mercedes 214 Evo. Seveda ni dano znati, kakšne bodo spremembe, ampak predstavljamo si lahko, da bodo te vezane predvsem na aerodinamični izgled. V vsakem primeru velika nagrada Emilia Romagna bo, kar se tiče tehničnih sprememb, izjemno zanimiva. Samo če drži le del onega, kar je zapisano v članku. A pojdimo raje k našem drugem sklopu. Na spletnem portalu GP Blog, kot tudi na uradni spletni strani Formule 1, smo lahko brali izjemno zanimivo zgodbo o tem, kako so pri Aston Martinu celo razmišljali o vrnitvi Sebastiana Vettela. In seveda, vrniti se moramo na prvo veliko nagrado letos, veliko nagrado Bahreina. Spomnimo se, da Lance Stroll je še sedaj poškodovan in takrat je obstajala opcija, da bi lahko pri ekipi iz Silverstona nazaj priklicali celo bivšega 4-kratnega svetovnega prvaka. Ampak tu je spregovoril Mike Craig. Namreč dejal je, da izjemno spoštujejo pri Aston Martinu odločitev, ki jo je sprejel Sebastian Vettel, in nekako razmišljali so v tej smeri, ampak niso niti vprašali Vettela, ali bi bil za to. Namreč po drugi strani moram sam dodati, da takšna izbira ne bi bila po mojem videnju fair do naprimer rezervnih voznikov Felipija Drugoviča in Stoffla Vandoorna. In tudi primerjava med Vettelom in novim članom ekipe Aston Martin Alonsom bi bila vse prej kot laskava za samega Sebastiana Vettela.
A pri Aston Martinu se je vse odvilo v tisto, recimo, pravo smer. Danes vidimo, da so eni izmed najbolj konkurenčnih in konec koncev ni jim bilo niti treba vprašati Sebastiana Vettela, kajti Lance Stroll je pokazal, kako hitro je lahko zopet narediti kljub izjemno težki poškodbi. A mi pojdimo k tretjem sklopu. Verjetno marsikomu izmed vas ime Craig Pollock ni neznano. Namreč v preteklosti je bil menedžer Jacquesa Villeneuva in tudi vpleten pri postavitvi ekipe BAR. Kot piše na spletni strani motorsport.com in tudi Race Fans, se skuša vrniti z neko tretjo zanimivo ekipo. Namreč ta naj bi se imenovala Formula Equal in sestavljena bi bila 50% iz moških predstavnikov in 50% iz ženskih predstavnic. In seveda gre za tisto idejo, da bi pri FIA odprli razpis za nove ekipe. O tem se je že govorilo pred časom, ko smo nekako navajali, da potencialni pristopniki bodo pri družini Andretti, pri že tolikokrat omenjeni ekipi Pantera in ne smemo pozabiti na Hightech, ki se v tem trenutku nahaja v Formuli 2 in Formuli 3. A ideja, ki jo ima Pollock, po mojem videnju, ni precej obsojena na uspeh. Namreč v Formuli 1 v tem trenutku imamo tudi ogromno ženskih predstavnic in nekako razmejevanje 50-50 glede na spol menim, da ne bi bilo uspešno. Namreč v Formuli 1 ni važno, kakšnega spola si, važno je, da si dober. Poglejmo samo, kako izgleda komandni pult pri Red Bullu in naprimer pri Ferrariju, ter oboji vemo, kje so boljši pri strategijah. Zato takšne ideje, ki nimajo nekega ozadja, čeprav se govori, da denar naj bi prispevali bogataši iz Saudske Arabije, po mojem videnju ne bodo obrodili kakšnih realnih uspehov, ampak videli bomo, to so samo govorice, ki so začele krožiti v pedoku. Poglejmo še, kaj se je zgodilo v našem četrtem sklopu. Za konec pa še zanimivost, ki sem jo našel na spletnem portalu Race Fans. Namreč mnogi navdušenci so nekako razočarani nad štartom sezone, ki smo jo videli pri ekipi McLaren. Namreč do sedaj so v prvih dveh dirkah izjemno malokrat dosegli v bistvu ničlo. V 13 sezonah so celo zmagali uvodno dirko, v dodatnih 7 sezonah pa so zmago dosegli na drugi dirki. A kljub temu štart sezone, ki smo mu priča letos, sploh ni tako osamljen primer. Namreč že leta 1966, praktično prvo leto obstoja McLarena, smo videli na prvih 2 dirkah ničle, kar ni nič takšnega. Namreč takrat zanesljivost je bila vse prej kot nekaj standardnega v svetu Formule 1. Na to se moramo premakniti v sezono 1994, ko so pri McLarenu edino sezono uporabljali motorje Peugeot. Zanimivo je bilo tisto, kar smo videli leta 2000. Namreč 3 odstopi in 1 diskvalifikacija. Mika Häkkinen je celo dosegel najboljše štartno izhodišče na obeh 2 prvih dirkah, ampak ni pripeljal do konca. In vidimo lahko, da tudi potencialno uspešen model nekako ima neke začetniške porodne težave in na prvih 2 dirkah seveda odstopi. Nato sezona 2017. Zadnja sezona v izjemno kaotičnem odnosu med McLarenom in Hondo.
in seveda tisto, kar smo videli v sezoni 2023. Ampak sezona 2023 je seveda še izjemno dolga in upam, da prav kmalu bomo tudi pri McLarenu videli, kako so zadeve začeli popravljati in kako bo šla forma navzgor, seveda z rezultati na samih kvalifikacijah in predvsem z doseganjem točk na dirkah. A za danes, kar se tiče našega komentarja novic, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.